Dobro jutro, kako ste kaj? Kako ste kaj spali? Moje ime je Maja Žižek, sem kvantna hipnoterapeutka in danes gostim znova dr. Milana Krajnca, fizika, psihoterapeuta, kriznega menedžerja, ki nam pomaga v teh 3 dnevih, danes je 3. dan izziva, priti do te točke, da začnemo dvigovati vibracije in nam podaja veliko znanja iz materialnega in duhovnega sveta in nam pomaga, da hitreje, lažje splavamo v življenju naprej s tokom. Zdaj vidim, da se še ljudje zbirajo, tako dobro jutro, kako ste kaj? Lepo, da ste znova z nama. Nekateri pravijo, hitro, ok, super, dobro. In medtem, ko čakamo še, da se drugi pridružijo, lahko nekaj tudi napišete, povejte nama, kaj je bilo tisto najbolj pomembno, tisto največji trenutek iz včerajšnjega dneva. Dobro, super. Ja, dobro jutro, čisto vsakemu nazaj, ne? Lahko tudi napišete, od kod se oglašate, iz katerega dela Slovenije, tako da bova bolj vedela, s kom sva povezana tukaj. Super, zelo dobro. No, včeraj smo govorili o tem, kako prepoznati potrebe tudi od drugih ljudi, dotaknili smo se tudi frekvenc, vibracij, in če se spomnite, je Milan govoril o tem, da v bistvu je treba dvigniti temelj, dvigniti vibracijo, da ni pretežko, ne? Ker namreč, ko dvigujemo vibracijo, tem težji pritisk je tukaj, če se to zgoraj prehitro vrti in na ta način, in to se lahko doseže z različnimi nalogami, tehnikami in tako dalje. Zdaj pa vidim, da nas je že kar nekaj, zato bova počasi začela. Ok, super. Milan, kako si danes ti? Tako vsako jutro. To pomeni, oziroma ne, vsako jutro sem pravzaprav bolje, ker zdaj se navajam zgodaj vstajati. Ok, vidim, to je tudi za nekaj dobro. Super. Česa se bova pa danes dotaknila? Kaj je tisto, kar ti je danes navdihnilo, da bi rad podelil? Zjutraj še ponavadi nimam navdiha, no, ampak je glede na to, da je tvoj naziv povezan z kvanti, se pravi kvantno fiziko, se pravzaprav lahko tega dotaknemo, kaj pravzaprav to pomeni. Namreč tisti, ki so študirali fiziko, so lahko pravzaprav videli, da prvi 2 leti študiraš mehansko fiziko, se pravi, to je ta fizika, ki jo poznamo, to je fizika materialnega sveta. Potem 3. pa 4. letnik pa začneš študirati, temu se reče moderna ali jedrska fizika, pa začneš v bistvu študirati to kvantno fiziko, ki pa je popolnoma nasprotje tega, kar se naučiš prvi 2 leti. In zato je v bistvu ogromno študentov tudi zmedenih. Zmedenih pa zaradi tega, ker popolnoma vse, kar se naučiš na eni strani, je res, in kar se naučiš na drugi strani, je res, ampak lahko eno stranjo za drugo vzpodbijaš. Tako da res, kot da čist 2 različni zgodbi študiraš, oziroma to, kar si se prvi 2 leti naučil, naslednji 2 leti popolnoma diskriminiraš ali pa uničiš. No in potem, ko sem se pač kasneje kot psihoterapeut poglabljal v ista znanja, samo z druge strani,
sem pravzaprav videl, da dejansko je ta materialni svet res samo to, kaj je pravzaprav okoli nas, kar lahko vidimo in dotipamo. In ta svet lahko dejansko stoji samo na osnovi kvantov. Spravi tega, kvanti so pravzaprav neke vrste podlaga, na katerem mi živimo. To je ta, bom rekel, pospeševalnik, ki ga imajo v Lucernu, je pravzaprav en velik teleskop, oziroma mikroskop, ki vidi v bistvu globoko v nas. In tako kot pravzaprav, kar se še vedno, oziroma tako je, moj hobi, odkar se zavedam, je astronomija, se pravi, ukvarjam se kot hobi z zvezdami, vesoljem. Ker še pa vedno to spremljam, po drugi strani pa poslovno spremljam psihologijo, razvoj človeške notranjosti, v bistvu ugotavljam, da ni razlike. Globje, močnejše teleskope, ko delamo, globje, ko gledamo v vesolje, ali pa globje, ko gledamo v materijo, s tem, ko odkrivamo močnejše mikroskope, vidimo iste stvari. In če pogledamo našo psihologijo, bolj ko se z sabo ukvarjamo, vidimo, da je pravzaprav vse zelo, zelo podobno. Govorimo o nekih pojavih, ki jih odkrivamo v vesolju ali pa v mikromateriji. Tako da imam občutek, da bomo slej ko prej naredili tako močen teleskop ali pa mikroskop, da bomo na drugi strani videli samega sebe. In takrat se bo pravzaprav neko delo raziskovanja tistega končnega cilja, kam gremo, končalo in bomo tudi znanstveno dokazali, da je naša pot k samemu sebi. Zato smo tukaj na svetu. No in ta nevidni del, o katerem pravzaprav že prvi dan v prvem dnevu govorimo, je pravzaprav ta svet, ki je v nas. To je kvantni svet, se pravi v nas, v naših možganih, v naši notranjosti se dogaja ta kvantna fizika, ta kvantni sistem. Okoli nas je pa ta mehanika, Newtonova fizika oziroma mehanska fizika, to je tisto, kar pa lahko primemo. Ampak eno brez drugega ne gre. Čeprav sta to dva ločena svetova, ne moreta se prekrivati, lahko se pa samo dopolnjujeta. In to je v bistvu pravzaprav tudi umetnost tega sveta, ali pa umetnost sobivanja. Namreč ljudje smo v osnovi, govorim v materialnem svetu, družbena bitja in nismo namenjeni, da smo odmaknjeni nekam daleč stran, ampak se kakorkoli družimo. Tudi če ne fizično, socialno. Ne rabimo to potrditev, da obstajamo. In na drugi strani, če to prenesemo v poslovni svet, spravi, imamo svoje sodelavce, imamo svoje stranke, klijente, tisti, kjer se na kak način spoznavamo, oblikujemo. In najbolj pomembno je to, da mi v bistvu na podlagi tega, ko spoznavamo samega sebe, spoznavamo tudi potrebe svojih klientov. Spravi, kaj bi naši potencialne stranke sploh želijo. Res je, da gre tu za ne samo eno raziskovanje v smislu, kdo smo mi, ne? Ker poanta v tem, če hočemo nekaj dobro delati, moramo tisto čutiti. Čutiti v pozitivnem smislu, ne sme biti upor, ampak mora biti to v veselje. Ampak spet v pravi meri veselje, ker ponavadi smo nad nečim navdušeni in bi potem kar to delali 24 ur, je samo to, pa pozabimo na ostali del življenja. V takem primeru v bistvu moramo vzeti isto zdravo mejo, primer, ne vem, če tako kot jaz imam rad palačinke, to zdaj ne pomeni, da bom mi kar vsak dan jedel, ampak enkrat na 14 dni, pa enkrat na mesec. In isto je, če nam je nekaj všeč, ne moramo kar nekaj početi 24 ur na dan, ampak počnemo to pač v neki zmerni meji, ker potem to ohranja, če ne nas pa veliko krat stvari, ki nas navdušujejo, pa so nam najprej veselje, nas na koncu tudi pokopajo.
če počnemo preveč, se jih enostavno prenasičimo. In to je pravzaprav tisto osnovno sporočilo, ne, obojega, se pravi ravnovesje med tem, kar čutimo, se pravi med tem zunanjim svetom, v katerem živimo, in ravnovesje med notranjim svetom. Se pravi, potencial, ki ga nosimo v sebi, če hočemo, da dejansko stvari zaživijo, moramo jih v bistvu enako merno živeti tudi v tem materialnem svetu. No, ampak tu bi se mogoče vrnil nazaj 10-15 let, ko je prišla ta knjiga, pa potem film The Secret. Prvi začelo govoriti o kvantni fiziki, oziroma sploh pač ta metafizika začela malo drugače postajati bolj aktualna. V čem je v bistvu osnova? Takrat so prav rekli, ja, samo treba meditirati, se fokusirati in se bo to tudi ustvarilo v materialnem svetu. Načeloma je to res, ampak prvi korak je to, da mi materialni svet počistimo, da sploh damo temu nematerialnemu svetu prostor v našem materialnem svetu. Zato je to, kar smo pravzaprav skozi prvi dve srečanji oziroma oddaji govorili, da je pomembno, da najprej pospravimo svojo okolico, da sebe spravimo v red na ta materialni način, ravnovesje med temi 4 komponentami. To pomeni, da smo naredili prostor, da lahko ta kvantni svet, se pravi to, kar si mi zamislimo, kako bi radi, da materialni svet izgleda, potem tudi začnemo postavljati. Potem pa v bistvu da to, kar si zamisliš, točno tako, kot si zamisliš, tudi točno tako se potem v materialnem svetu pojavi. To pa zaradi tega, ker smo govorili, da čas ne obstaja, ampak živimo samo v trenutku. In zato, tako kot smo pač govorili o tem, da treba samega sebe pospraviti, spraviti v red, je pomembno, da tudi svoj svet, materialni svet, okoli sebe pospravimo. Spravi, počistite, bom rekel, stanovanje vseh tistih stvari, ki jih ne rabite, od predalov, omar, skratka vsega, kar več kot 2 leti niste uporabili, pogledali, več ne sodi v vaše življenje. Drugo so neki spomini, bom rekel, ko narediš knjige, neke diplome in podobno, ampak tisto, kar pa imamo samo zato, da se uporabi, ali pa smo dobili kot neko darilo, pa je bilo bolj prisiljeno, vse to več v bistvu ne sodi v naše življenje in naj gre naprej in naj se naredi prostor za ta naš oziroma za ta svet, katerega dejansko v sebi živimo in bi ga radi prenesli v materialni svet. To je v bistvu pravzaprav osnovno sporočilo kvantne fizike. Če hočete v bistvu živeti ta nevidni svet, potem najprej naredite prostor v vidnem svetu za te nevidne stvari. In to je v osnovi, ker tako kot jaz pravzaprav pospravim, pomagam ljudem organizirati in pospraviti ta vidni svet, je pa seveda potem to pa, če zdaj pač gre malo na tvoje področje, je pa to tvoje področje, Ti si pa tista, ki pa potem začneš pospravljati, pa da lahko sploh oživi ta mrtvi potencial v ljudeh. Potem pa jih pošljem k tebi. Super, hvala. V bistvu grem zdaj malo tistim, ki me še ne poznajo, povedati, kaj jaz delam. Kaj je v bistvu kvantna hipnoterapija? Hipnoterapija je samo ena. Ni medicinska, ni kvantna hipnoterapija. Kvantna je samo en pridevnik, ki sem si ga jaz sama nadela. In sicer zaradi tega, ker največ terapij, ki jih naredim, so regresije v pretekle življenja, v druge dimenzije, kjer ta duša ali energija, ki prije k nam, vidi, kje je bila prej, kaj prenaša dol. Lahko se vidijo kot fizična bitja na kakšnem drugem planetu, na Siriusu, lahko se vidijo
na energijskem planetu, so energijske bitja in raziskujemo, kaj delamo, odprem portale znanja, zavedanja in kar vidijo, kako se integrira tisto njihovo znanje v njihovo telo, v sedanjega človeka, aktiviramo zdravljenje preko, odpremo kanale zdravljenja preko rok, ne? Ampak zanimivo je, da ne čutijo tega samo moji klienti, čutim tudi jaz. Včeraj sem recimo imela klienta iz Štajerske in ko je bil pri izvoru in se je tam napajal, pozdravil z njim, sem jaz istočasno čutila isto vse. Pa še sem ga prosila, da naj pogleda, naj skenira moje telo in pove, kaj se z mano dogaja. In je točno v tistem delu telesa, ker sem jaz čutila, da dobimo največ downloadov informacij, zdravljenja, ki je to tudi on vizualiziral. Drugače pa, kvantno. Kvantno zame pomeni preko časa in prostora, ne? Torej, čas je samo eden, vse se dogaja istočasno, ampak zdaj smo fokusirani na, če uporabim za moje besede, v to življenje, ki ga zdaj živimo. Istočasno živimo v vzporednih realnostih in tako dalje, ampak večina ljudi se tega ne spomni. Kaj pa jaz naredim to, da umirimo in ko umirimo gremo ali globoko sebe, ali si recimo gremo gor v neko kvantno polje, ampak moramo vedeti, da je kvantno polje vse okrog nas, ne? Ampak če z človeškega vidika pogledamo, potem rečemo, da iz tretje dimenzije gremo nekam drugam, tam so vse informacije, tam so kaški zapisi, tam je banka znanj in tako dalje. In potem, ko damo stran tančico omejitve tega telesa, potem lahko vidimo tudi druga bitja, prisotna v prostoru, vodnike, angele in tako dalje. No, tu bi mogoče se navezal na delo vseh terapevtov, ne? Tu v bistvu predvsem treba biti pozoren na to, kaj pravzaprav, na kak način to delamo. Ker to je v bistvu naše orodje. In to ne pomeni, da smo mi zdaj žrtve nekega sistema. Spravi, da se moramo žrtvovati za življenje nekoga drugega. In je treba najprej pravzaprav sam sebe zaščititi, najprej za sebi dosti narediti, in potem samo z tem orodjem, ki ga imamo, druge, bom rekel, očistiti in odpreti neke vrata, ne. Nikoli ne odpirajte svojih vrat, ne spuščajte v svoje domove, v svoje energetsko polje, ker boste v bistvu vse negativno od nekoga drugega prenesli na sebe. In tu v bistvu boste potem rabili 10-krat več pomoči od nekoga drugega, zato da vas reši, če vi rešujete druge. Nismo na svetu zato, da rešujemo druge, ampak smo zato tukaj, da pravzaprav dajemo tisti drugi vzgled, ko smo že v samem začetku pravzaprav to govorili, ne. Tako da je to v bistvu pravzaprav to, kar razlagaš, ne, je v bistvu pomembno to, da se vsak posameznik tega na nek drugi način zaveda, ne da pridemo, spravi nekdo, ko pride k terapevtu oziroma po neko, bom rekel, to pomoč, ki je nematerialne narave, pa ima lahko dosti večjo vrednost kot materialen svet, je pomembno to, da ne sme klient pričakovati čudeža. Spravi, mi v osnovi pokažemo samo smer, ne čaramo. Ker šele, ko je nekdo pripravljen na nekaj, se čudež zgodi. Čudež ni nekaj čudežnega, ampak je nekaj, kar se v bistvu pripravlja dalj časa. In mi v bistvu sami moramo največ na sebi narediti, terapevti pa samo tisti, ki nas
ali brcne, da se premaknemo naprej, ali pa pokaže svojo smer. Sami pa moramo to odgarati. Zato vsem tistim, ki rečete, ja, kak je slabi terapevt, ali pa ja, ta pa mi ni pomagal. V bistvu si sami sebi nismo pomagali, ne? To je v bistvu bolj problem. Vsak je naredil samo tisto, kar najboljše zna. Mi smo pa tudi z nekim namenom prišli v bistvu do njega, ne? Toliko o delu terapeutov, no. V bistvu sam delam že več kot 20 let kot terapeut in sem skozi vse različne, bom rekel, začetne težave šel skozi. Tako da sem v bistvu, bom rekel, večkrat na koncu sam sebe reševal kot druge, ker sem šel predaleč v nekih stvarih. Ja, jaz tu lahko 100% potrdim. Čim bolj človek delal na sebi, tem lepše regresije, lepši odgovori pridejo, bolj nore zgodbe gremo. Tako da, ja, čim predelajte na sebi, no. Ja, lahko zdaj prosim ti poveš, kaj pa je kot fizik zate kvantno? Ne, jaz sem rekla, preko imeta časa in pa prostora, kako pa ti to razlagaš? Pa, se mislim, da sem v bistvu kar povedal v samem začetku. To pravzaprav pomeni, da je to tisti nevidni del, ki je v bistvu osnova za materialen svet, ne? In to nam pravzaprav ta podoba, ne, kvantne fizike nam v osnovi pove to, da ni temelj in tisti trdni del materialen svet, ampak je trden del ta nevidni del. Se pravi, materialna fizika, o kateri se pač učimo v osnovni in srednji šoli, temelji na kvantni fiziki. To pomeni na nevidnem delu, nekaj, kar ne moreš videti, ampak lahko samo zaupaš, da to res tam obstaja. In mi v tem materialnem svetu pač verjamemo samo to, kar vidimo, ne? V podjetjih tiste bilance, denar na računu, podpisane pogodbe, bom rekel, to, kar lahko primeš, ne? Ampak v osnovi je pa temelj v to, kar ne moreš videti, to, kar nosimo v sebi. To je dejansko prava vrednost. In to je v bistvu sporočilo, če govorim iz fizike ali pa narave, ne? Da je treba v bistvu zaupati samemu sebi, da vso vrednost, ki jo imamo v sebi, jo nosimo v osnovi sebi. In mi moramo sami sebi zaupati in šele potem, ko bomo sebi zaupali, bo vsa ta naša vrednost in bogatstvo šlo ven. In potem, ko mi zaupamo te moči, ki jih imamo v sebi, temu zaupamo, potem se bojo pa te moči tudi materializirale in bojo tako velike, kot so nas, tudi v tem materialnem svetu okoli nas. Kaj pa je dimenzija? Ne? Vemo, da je prva dimenzija ena točkica, ne? Dvodimenzionalno je recimo črtnika je prva, druga je črta, tretje so potem predmeti. Zdaj mi rečemo, da živimo na 3D planetu, tridimenzionalnem planetu, potem so pa naslednje dimenzije gori, ne? Ko ni telesa, ko so druge stvari. Kaj pa fizik? Kako fizik razlaga višje dimenzije? Ja, zdaj, če smo pri teh dimenzijah, ne, potem gremo spet v neki svet, ki smo si ga fiziki izmislili, ne. To pomeni, da je četrta dimenzija je čas. Vemo pa, da čas ne obstaja, da je samo en velik prostor, ne. In potem bi šli v bistvu po naslednjih vseh dimenzijah in bi samo videli še globje nematerialne stvari. Teda na konec bi prišli samo na koncu pravzaprav do tistega zaupanja, do nevidne energije, to, kar večina sveta imenuje Bog. Namreč božanstvo, Bog, vsa ta nevidna moč, o katerem pravzaprav govorimo ali pa nečemu sledimo, ne, mislimo, da nekaj vsemogočnega in da je nekje tam zgoraj. V bistvu je pa globoko v nas. V tisti 33. dimenziji
zaprti globoko v nas, katere pravzaprav nikoli ne spustimo ven. Jaz sem to, mogoče se šele zdaj tega zavedam, ko sem bil prvič pri svoji mentorci, čarovnici iz Balija, pri Šankari. Ona je naredila 33 kristalnih kart in jaz sem takrat napisal pesmi za vsako karto posebej, v obliki nekih sporočil. To lahko tudi v bistvu pač najdete med, mogoče lahko v tej pesmi, to knjigo pesmi danes podarim vsem poslušalcem, ampak moram poiskati, ali obstaja v slovenščini, ker je bilo to napisano v slovenščini in angleščini, ampak ok, bom poiskal v slovenskem jeziku in vsem poslal. No, gre za 33 pesmi, kjer sem v bistvu vsak dan, oziroma ko sem potegnil karto, o njej napisal pesem, v bistvu dobil neko sporočilo. In to je v bistvu teh 33 stopenj, 33 dimenzij, ki jih imamo, to je v bistvu, pa mogoče tako, no, dolgo sem se ukvarjal s tem, kaj je to modrost. Kako definirati modrost. In potem gledaš, ko reče, ja, ta pa je bolj moder od onega, ne. Ja, ampak zakaj sem jaz lahko modrejši od modrejšega? Kdo je najbolj moder, ne? No in potem, ko v bistvu začneš opazovati naravo, vidiš, da gre skozi, ko se transformira v neko višjo energijo, ali pa ko temu rečemo kvantni skok. Kvantni skok pomeni, da ko greš iz ene stopnje energije v višjo stopnjo, ne moreš priti več nazaj. To je isto kot pri ljudeh, ko sprejmemo neko trdno odločitev, ne gremo več nazaj, ampak gremo samo še naprej. To se imenuje kvantni skok. In ko potem opazuješ neke delce, ki spreminjajo v naravi te procese, vidiš, da grejo skozi 7 faz. In ko pogledaš v psihologijo, ko sprejemamo odločitve skozi gremo tudi sami skozi neke 7 faz, ne. In v bistvu sem pravzaprav potem rekel, ok, v vsaki fazi ali pa na vsakem koraku smo močnejši, modrejši, več vidimo, več dojemamo. Dokler ne prideš v tisto 7. fazo, na konec neke transformacije, kar pomeni, sprejel sem odločitev. In tukaj pravzaprav prideš do tega, da si prišel do nekega spoznanja. No, in do tega spoznanja pravzaprav lahko vidimo, da pridemo vedno znova in znova. In na dan sprejmemo približno 35,000 odločitev. Se pravi, da 35,000krat gremo skozi teh 7 faz. In zdaj, ravno ko pišem to, mislim se ta knjiga o teh transformacijah, ne, zdaj jih imam tukaj, že nastaja kar nekaj časa. Evo, bom zdaj pokazal, zdaj po mojem gre za v zadnjo fazo, 1000 strani ima. Naslovom jaz, ne. Tukaj v bistvu opisujem teh 7 faz, kaj se v vsaki fazi dogaja, ne. Ker če gledamo, imamo 7, če pogledamo skozi prizmo svetlobo, imamo 7 stopenj svetlobe oziroma 7 različnih barv. Če pogledamo na lestvico glasbeno, ne, notno črtovje, imamo 7 tonov. Skratka, vse je nekih 7, ampak če gremo pa podrobno gledati, jih je pa 33. Ampak to bomo enkrat naprej raziskovali. Torej, v bistvu dimenzije niso nič drugega kot stopnje modrosti. Modrosti, Egipčani so pred 3600 leti to modrost na nek način, mislim, niso govorili o modrosti, ampak so govorili o zavesti. Koliko se mi nečesa zavedamo. In zato sem jaz potem vzel to primerjavo še iz tistih egipčanskih časov, da sem modrost primerjal z zavestjo. In tu v bistvu govorim pa o teh starih znanjih, ki na nek način obstajajo, pa jim damo premalo poudarka ali pa vseh teh, bom rekel, nekih odkrivanja starih znanj. S tem se v bistvu pravzaprav zadnjo leto največ ukvarjam, ne, da potujem po svetu, oziroma kamorkoli pač potujem, še prav iti
poiskati ozadje tistega, zgodovino in znanja, ki jih tistih kraj na nek način vsebuje. No in zdaj, pač malo sem sicer razdelal te stvari, je najbolj pomembno to, da ne razmišljamo, v kateri dimenziji smo ali pa v kateri stopnji nečesa, ker to si avtomatsko nadanemo neki status. Ko ne reče, ne vem, v karateju to vidimo, ne? Ja, on ima pa rumeni pas, pa črni pas, pa ne vem, kateri dan, ne? In potem začnete karate trenirati ali pa neko borilno veščino samo zaradi stopnje pasov, ne pa to, kar od tega dobijo. Se pravi, vso to globino, ne? Ker karate, boks, neki fizični športi, jih mi smatramo kot nasilni športi. V bistvu so pa to zelo plemeniti športi oziroma nekaj, kar nas v bistvu v osnovi poglobi in naredi ravnovesje med materialnim in tem nevidnim svetom globoko v nas. Torej, ni pomembno, v kateri dimenziji govorimo, kaj bomo pomembno, kako bomo napredovali, pomembno je samo to, da se v bistvu začnemo zavedati samega sebe in bolj, ko se bomo zavedali samega sebe, bomo točno vedeli, na kateri stopnji in v kateri dimenziji smo. Ja, vedno je najbolj potrebno razviti sebe, svoje dušo, to energijo, ne kaj drugi delajo, ampak kaj smo se mi naučili iz neke določene situacije. Mimogrede, nobeno znanje ni izgubljeno. Vse je v nas in vse je shranjeno v banki različnih znanj. In zdaj so na tem planetu ljudje, ki so velikokrat bili že zelo močni zdravilci, čarovniki, magi, alkimisti in tako dalje, in to nosijo. In že s tem, ker so prisotni nekje, širijo svojo energijo in odklepajo svojim ko se dotakne njihovo energetsko polje enega drugega, nekaj odklepajo v drugih ljudeh in napovedano je, oziroma se že dogaja, da se bo do starodavna znanja začela pojavljati, manifestirati v vsakdanjem življenju in bomo lahko uporabljali recimo razne misterije, šole misterije. Ja. No, sej, jaz sem z tega bom rekel, naredil tudi neke vrste svojo knjižnico, zato v bistvu pač kdorkoli me išče po nekih omrežjih, me lahko najde pod Library of Milan Krajnc, kar pomeni, da pod tem nekim imenom pravzaprav na vseh možnih portalih združujem različna znanja. In predvsem pomembno je to, ker lokalno okolje, v katerem živimo. Namreč, to je v bistvu področje tudi, s katerega sem doktoriral, dinamični model vodenja lokalnih upravnih sistemov, kjer pravzaprav govorim, to je v bistvu knjiga, ki je namenjena vsem tistim, ki se spuščajo v lokalno ali pa državno politiko. Upam, da bo po tej krizi jih čim več prebralo, da bo pravzaprav videli, kak je treba imeti odnos do okolja in samega sebe. In je tukaj v bistvu pomembno, da se mi ta starodavna znanja, o katerih govoriš, jih začnemo raziskovati na tistem področju, kjer smo se rodili. Mi velikokrat mislimo, ja, da smo se rodili v neko mesto, kjer se nič ne dogaja. Pa bom dal primer Ptuju, tako da jaz izhajam, kjer sem živel prvih 33 let svojega življenja. Pravi, ja, pa se na Ptuju se nič ne dogaja, ampak Ptuj je taka zakladnica znanja, pa ne samo iz rimskih časov, pa iz srednjega veka, to, kar pa se vidi, ampak neka zelo, bom rekel, stara zgodba, ne? In zdaj bolj, ko se Ptujčani ali pa ljudje, ki živijo na Ptuju ali pa so se tja preselili, bolj, ko se prebujajo, večje globine njega vidijo, ne? In to je pomembno, da gremo raziskovati, spravi, če smo se rodili v Slovenijo, da zdaj moramo iti v Egipt raziskovati ali pa nekam v Afriko ali pa Južno Ameriko neke globine. Tam, kjer ste se rodili, imate vso svoje znanje, vse skrivnosti raziščite, prostor, kjer bivate. Mogoče za nekaj časa stopite ven, zato da boste neobremenjeno lahko pogledali na vse vrednote in zaklade, ki jih pravzaprav
nosi te vi v sebi in okolica, v kateri živite. Super. Ampak starodavno znanje iz drugih civilizacij starih pa vseeno pomaga zdaj, ker se vedno nadgrajuje. Tako da je vseeno tisto zanimivo tako odkriti, malo videti. Vse po mojih izkušnjah. Prej si, Milan, uporabil besedo prebujenje. Kaj pomeni beseda prebujenje strani fizika in psihoterapeuta? Ali morda to pomeni, da se zdaj začnemo zavedati, kaj se dogaja v političnih ozadjih, vodenje elitnih skupin, njihovih igric, ali pa pomeni to nekaj čisto drugega? Dušni napredek. Tak je, glede na to, da smo v materialnem svetu, mi dajemo zelo velik poudarek na bolečino. In ko mi začnemo čutiti, da nas nekaj moti, boli, potem je pravzaprav že prepozno. In zdaj smo pravzaprav v obdobju, kjer nas veliko stvari moti ali pa boli. To pomeni, da se je ta notranji svet, ta notranji potencial tako začel buditi, da bo slej ko prej naenkrat se prebudil, da bo vse drugačno okoli nas. In ta zgodba, ko zdaj govorimo o tej samoizolaciji, koronavirus, to ni zgodba, ki jo je, tako kot večinoma ljudi misli, da jih je nekdo iz nekega laboratorija sprožil, zato da bo lahko tisti procent ljudi nadzoroval cel svet, ne? Ampak je pravzaprav jo narava sama povzročila, ne? Zaradi tega, da se ustavimo, če hočemo še kot civilizacija nadaljevati, zato da se, tako kot zdaj vidimo, sam zrak in narava se očistila, ker je manj prometa. Hitrost življenja se ustavlja, pomeni, da se bolj osredotočamo na sami sebe, ne? In to bi rad dal poudarek. Naredite korak pred vsemi, na ta način, da začnete raziskovati sami sebe in pridete do svojega bistva. Slej ko prej bo vaše bistvo prišlo na površje, ampak prišlo bo ven kot bolečina. Če pa ga vi na mehki način pripeljete prej ven, preden začne to boleti, bo pa vaše življenje mirno in srečno. Zakaj je pomembno to delati? Zakaj je pomembno delo na sebi? Mislim, razumemo se, v preteklih 2 dnevih smo veliko govorili, ne? Ampak zakaj je pomembno zdaj nekako, ko se vse skupaj prebuja, da smo vseeno v koraku s tem, da ne boli še zaradi česa? Predvsem ravnovesja, ker če nismo v ravnovesju, takrat pravzaprav boli, ne? In to je v bistvu tisto, kar je pomembno. Pomembno je, da smo v ravnovesju in v skladu s tem samo zaradi sebe, ne zaradi drugih. Samo zaradi tega, da enakomerno napredujemo in da se ne borimo več s temi temami, demoni, kompleksi, z našo preteklostjo, da mogoče prišel res vseeno čas, da se nehamo ukvarjati z svojim otroštvom, ker se, ne glede na to, ne, da jaz v bistvu zelo poudarjam to otroštvo, pa celo zdaj v tej zadnji knjigi V čevljih staršev, ne, zelo o tem govorim, ampak ne smemo živeti v preteklosti. Moramo se rešiti in osvoboditi, živeti moramo pa tukaj in zdaj, točno v tem trenutku. Niti ni pomembna ne sekunda nazaj, niti sekunda naprej, ampak točno to, kar zdaj čutim. In nič drugega ni pomembno. Super. In kaj je v tem času najpomembnejše, da počnemo, poleg vsega tega, kar si povedal? Ja, tako sem rekel, ne, vsak mora pač najti tisti ritem svojega življenja, kaj je pravzaprav
njegova frekvenca, kako sem se rekel, da je moje življenje rock'n'roll. In zato naj bo za vsakega rock'n'roll oziroma pač tisti način življenja, ki je, naj bo vsako sekundo. Ok. Kakšno pa bo življenje, ko bo izolacija konec? Nikoli ne bo izolacije konec. Ne bo? Kaj pa bo? Ne. Zaradi tega, ker šele takrat, ko bomo dali sami sebi dovoljenje, ne bomo več izolirani. V bistvu smo sami sebe omejili. Ampak zaradi tega, ker smo dobili neki zunanji impuls in smo se tega ustrašili, ne? In potem smo kar vsi zbežali, ne? To je v bistvu bil informacija z narave, da vidi, kako močni smo. Spravi, nismo ravno še pripravljeni na to. Teda, ko bomo v sebi dovolj močni, se bo tudi samoizolacija končala. Zdaj pa ti kot psihoterapeut, kaj vidiš, kaj je povzročilo to v ljudeh, večini, ne? Eni so se poglobili vase, so v tem času počivali, si nabrali novih moči in začeli biti aktivni. Druga skrajnost, da imaš mogoče izkušnje z njo? Ja, tisti, ki si niso spočili, so samo v bistvu še večje breme, da pa tako rečemo, ne. Če imamo v sebi svetlobo pa temo, vekolikor si delal na sebi, razmišljal o tem, kaj pri sebi spremeniti, si v bistvu spodbujal svetlobo. Vekolikor si se poglabljal v alkohol, v depresijo, razmišljal, kako bo vse narobe, ne, potem si pa spodbujal temo. In tisti, ki so spodbujali v temo, bodo v bistvu, oziroma bom rekel, v teh dneh zelo naporno prenašajo te trenutke. Kako se bomo pa ljudje počutili po izolaciji? Tako splošno, kolektivno. Eni bolj svetli, drugi bolj temno. Dobro. Kot Slovenci, ali smo napredovali v tem skoraj 2 mesecih, smo nazadovali, kaj zaznavaš? Mislim, tega ne moremo reči, ker pač jaz trenutno nisem v Sloveniji, ne. V bistvu se ne čutimo, ne vidimo, ne, to, kar virtualno ni na ta način. Ko se bo pa odprl ta svet, ne, bo pa življenje dejansko pokazalo, ampak ne takoj prvi dan, ne. Spravi, če sem prav razumel, so se začele v Sloveniji počasi odpirati stvari, bo potem tam nekje po enih 2 mesecih bo počasi začel nastajati nek nov svet. In takrat, spravi septembra ali pa proti koncu leta, pravzaprav bomo videli, kaj smo se pravzaprav iz tega obdobja naučili in kakšne potenciale v sebi obudili ali pa jih zatrli v sebi. Ali vidiš, da prehajamo tudi na drugo dimenzijo, na višje dimenzije, tranzicijo planeta? Vsakoga dana, v vsakom pogledu sve više napredujem. Mi vedno, dokler se stvari vrtijo, napredujemo. Ne moramo iti nazaj, časa ne moramo zavrteti nazaj, samo je odvisno, v katero smer gremo. Tako da, ja, pač, ko je bilo tvoje vprašanje, se stvari odpirajo v pozitivno smer. Tako da tudi nekateri, ki se upirajo spremembam, pozitivnim spremembam, bojo v bistvu bili izpostavljeni svetlobi. Ok. V redu. Je še kakšna modrost, ki bi jo danes rad podelil? Mogoče pa lahko iz knjige Modrosti kakšno preberem, bom kar naključno eno odprl, reči eno stran, ali pa bom... Ne vem, eno stran na ključ odpri. Le kakšen bi bil svet, če ne bi imeli svojih sanj? Torej, vse se začne v sanjah, ne? Super, lepo.
Ali pa to še mogoče za konec, evo. Vse, kar govorijo o vas, govorijo o sebi. Njihovo ogledalo je vaša čista duša. Ja. Vsi vidimo tisto v drugih ljudeh, kar nosimo v sebi. Tako da čim bolj smo čisti, tem lepše stvari vidimo. Tako. Ok, dobro. Danes vidim, da so nas pridno poslušali. Napišite vaše vprašanja, tiste, ki jih imate, bova popoldan spet kaj odgovarjala. Delite naprej, da ta modrost pride do čim več ljudi. Pa se vam jaz osebno izjemno zahvaljujem, da ste bili te 3 dni z nama. Milan, tudi tebi se zahvaljujem, da si bil moj gost. Se mora ti zahvališ ljudem? Nič, hvala za bistvo, najprej hvala tebi za to povabilo. Hvala. Hvala vsem tistim, ki ste si vzeli čas. Se pravi, da ste 3-krat po 1 uro skoraj da posvetili svojega življenja moje pozornosti. Tako da hvala vam. Vabljeni v mojo knjižnico, kjerkoli po svetu, če ni drugega v virtualno. In predvsem bodite zvesti sami sebi. Dobro, super. No, mi se pa itak smo pokonektani, se vidimo ta ali pa drugačen način. Tako da hvala, adijo. Srečno.